Pozdravljeni, moje ime je Aleksander Šinigoj. V imenu Mastermind Akademije vas lepo pozdravljam. Ta posnetek je namenjen temu, da se postavite v dobro čustveno stanje, da spremenite način razmišljanja in način vedenja, da z novim zemljevidom sveta naredite vse, tudi na nezavednem, da toksični, negativni ljudje, ki imajo negativne miselne vzorce in jih včasih rečemo čustveni vampirji, preprosto nimajo več energije, moči in nezavedno izginejo iz vašega življenja, kot da bi jim poslali telepatsko sporočilo: pojdi stran, umakni se. Pred uporabo posnetka se posvetujte zdravnikom. Za boljše delovanje vas vabim, da uporabite slušalke. Ne poslušajte posnetka med vožnjo ali pri opravljanju kakršnihkoli aktivnosti, ki potrebujejo od vas popolno pozornost. Vsi posnetki, vključno s tem, so avtorsko zaščiteni. Presnemavanje in nepooblaščeno javno predvajanje niso dovoljeni brez pisnega dovoljenja avtorja. Originalni posnetki delujejo z največjo energijo in prepričljivostjo. Za dodatne informacije o ostalih audioprogramih in prijavo na delavnice Mastermind Akademije vas vabim, da obiščete spletno stran mastermindakademija.com ali nam pišete na info@mastermindakademija.com. Ko se boste prijavili na naše delavnice, napišite pod opombe, da ste poslušali ta posnetek in kakšen se vam je zdel. To je vaše levo uho in to je vaše desno uho. Med posnetkom boste lahko nekatere zvoke slišali iz leve strani in nekatere iz desne. Včasih se bodo lahko glasovi med seboj prekrivali. Vse je narejeno z namenom, da programiramo vaš da ste v dobrem čustvenem stanju, da si nadanete tako imenovan čustveni ščit, da boste lahko ljudi, ki so negativni, ki so čustveni vampirji, ki vam jemljejo energijo, znali pravočasno prepoznati in postaviti meje. Včasih bodo ti ljudje zavedno šli ven iz vašega življenja, kar je čisto v redu. Ko se ena vrata zaprejo, se lahko nova vrata odprejo. Zaupajte, da je vse, kar se dogaja, del večjega, širšega procesa spremembe, kateremu boste sedaj priča v vašem življenju. Ko boste naslednjič slišali moj glas ali ta posnetek, se boste lahko še bolj in globoko sprostili. Morda boste lahko med poslušanjem posnetka zaspali, kar je čisto v redu. Saj vaš nezavedni lahko sliši vse in zaznava nova znanja in učenje. Če ste sedaj pripravljeni, lahko začnemo. Najprej vas vabim, da se udobno namestite in usmerite pozornost na dihanje. Z vsakim vdihom in izdihom, ki ga naredite, lahko podvojite sproščenost. Poglobite sproščenost. Zaprite oči, če tega še niste naredili. In ko imate zaprte oči, vas vabim, da ste pozorni, na kakšne barve svetloba prihaja skozi zaprte oči. Kaj vidite, ko imate zaprte oči? Nekateri ljudje vidijo temno, eni rdečo, eni oranžno, zeleno, modro. Različne barve ne nujno pomenijo različnih načinov sprostitve in umiritve. Kajti, ko imate zaprte oči in poslušate moj glas in čutite določene občutke na svojem telesu, bi rad, da se sprostite in poglobite to sproščenost še bolj. Kako dober je občutek takrat, ko se zvečer po napornem dnevu uležete v posteljo, zaprete oči in zaspite. Ko spite in sanjate, kdaj točno sanjate in kdaj spite, ne da sanjate?
Je kakšen trenutek, ko ne spite in tudi sanjate. Je kakšen trenutek, ko ne spite in ne sanjate. Ker ti vedno znova, ko sanjate in spite, bi rad, da vaše nezavedno dobi ukaz, da ste takšni, kot ste, dovolj dobri in da čutite tak osvobajajoč občutek miru in hvaležnosti in veselja. Vedno znova se zavedate, da se imate iz dneva v dan bolj radi. Vsakič, ko se vidite v ogledalu, se imate vse raje in raje. Spoštujete in cenite sebe, imate radi svoje telo, imate radi svoj notranji svet. Vabim vas, da si predstavljate, kot da štejete od 7 proti 1. 7, sprostite vse mišice na obrazu. 6, sprostite in umirite dihanje. 5, poglobite in umirite notranji svet. 4, sprostite se, umirite se. 3, začutite mir in hvaležnost. 2, sedaj je čas, da se sprostite še bolj. 1, sprostite se. V redu je, čisto v redu je. Dihate še naprej sproščeno in umirjeno. Imate se radi in ste srečni, nasmejani, mirni. Z vsakim vdihom in izdihom čutite več sproščenosti, več miru, več pozitivnosti. Kako lepo je, ko se znate sprostiti in umiriti še bolj, sami od sebe. Podobno kot po noči, ko spite in sanjate, nimate nič drugega kot to, da ste lahko sproščeni in umirjeni. In ko dihate po noči sproščeno in umirjeno, čutite, da je vaš notranji svet pripravljen na tiste spremembe, ki bi jih radi sedaj naredili. V trenutku, ko naredite želeno spremembo, bi radi začutite, da ste bolj samozavestni, da čutite res dobre občutke. Kajti za vsakim dnem, za vsakim jutrom, vsakim večerom čutite več ljubezni do sebe in jasno znate postaviti meje. Veste, kaj je tisto, kar dovolite in kaj je tisto, kar absolutno ne dovolite. Iz dneva v dan vse bolj in bolj se imate radi. Radi imate svoje telo, spoštujete in cenite sebe. Rad bi, da vidite sebe, kako ste iz dneva v dan bolj srečni, bolj mirni, bolj nasmejani. In hkrati si predstavljate, da ljudje, ki so v slabem čustvenem stanju, preprosto izginejo iz vašega življenja, kot da bi se odmaknili. Lahko si predstavljate, da imate ščit. Lahko je to ščit, ki je bele barve, zlate barve, svetlo modre barve. Sami izberete ščit, ki vas bo sedaj ščitil pred vsemi temi čustvenimi vampirji. Kot da bi rekli, stop, tega ne potrebujem. In to osebo, to misel, ta stavek, ta zvok, ta občutek preprosto pobrišite stran. In na njegovo mesto nadomestite nov občutek, novo misel, nov fokus. Podobno kot po noči, ko spite in sanjate in vaše nezavedno sprejme to odločitev, da ste srečni do konca življenja, da privlačite v svoje življenje pozitivne ljudi, da se obdate s pozitivnimi ljudmi in da z dneva v dan bolj odločno veste, kaj hočete za sebe. To, da izberete življenje, ki je vam všeč, to ni egoistično. Egoistično je, da drugi pričakujejo, da boste počeli to, kar oni hočejo. Vidite sebe, kako se družite s podobno mislečimi ljudmi, kako sklepate nova in nova prijateljstva. Lepo se počutite, dobro vam je. Zavedate se, da je življenje igra. In kako igrate to igro življenja, vpliva na to, koga privlačite v svoje življenje. In sedaj je čas, da naredite odločen ukaz, da nezavednemu umu ukažete, da privlači v vaše življenje vse tisto, kar si sami želite. Mir, srečo, radost, ljubezen, življenje.
Življenje vas ima rado in vi imate radi življenje. Srečni ste, mirni ste, nasmejani ste. Dihate sproščeno in umirjeno. Vsakim dnem, z vsakim občutkom, vsakim trenutkom privlačite bolj pozitivne, bolj sproščene, bolj umirjene ljudi. Ko se zjutraj zbudite, si rečete, danes bo lep in srečen, sončen dan. V mislih si predstavljate, kako greste skozi dan v dobrem čustvenem stanju. In če imate okrog sebe nekoga, ki je slabe volje, ki vam jemlje energijo, si predstavljate, kot da imate nek ščit, ki vas varuje, da ta oseba nima dostopa do vas, ali pa tudi, ko ima dostop, hitro spet nazaj znate vzpostaviti mir, veselje, hvaležnost, radost. Karkoli drugi govorijo, si sploh ne jemljete k srcu. Nekateri ljudje so slabe volje, zato ker imajo kakšne nahrbtnike iz preteklosti, ne znajo si pomagati. Vendar, če so oni slabe volje, to ni vaš izziv. Pomembno je, kaj vi čutite, in to, kar vi čutite, je hvaležnost za življenje, hvaležnost za še en trenutek. Kako enostavno je, ko vidite, da za svojo energijo preprosto odženete stran vse te negativce, vse to negativno energijo, vse te čustvene vampirje, odženete stran, tako jim postavite mejo. Na lep, prijazen način rečete, ne hvala, odločam se zase, odločam se za življenje, odločam se za srečo, odločam se za mir in veselje in pozitivnost. In bolj, ko se obdajate s podobno mislečimi ljudmi, bolj osebnostno rastete in se razvijate. Radi se imate in se cenite. Spoštujete se, uživate v trenutku, kajti življenje je polno prijetnih, pozitivnih trenutkov in občutkov. Radi se imate in res je vaše življenje polno mavričnih barov. Lahko se zbudite zjutraj, ko ste nasmejani in dobre volje. In ko se zbudite zjutraj nasmejani in dobre volje, bi rada to dobro voljo prenašate na vse dni vašega življenja. In tudi, če ste kdaj slabe volje ali pa se vas kdo od teh čustvenih vampirjev dotakne, rečete, lej, to je njegovo mnenje, moje mnenje je, da je vse v redu, da zaupam, da lahko z vsakim dnem dobim več in več energije, več pozitivnosti, več sreče, več miru, mir v srcu. Čutite mir v srcu. Dobro vam je, lepo vam je, mirni ste. Kako dober je občutek. Vsakim dnem, z vsakim trenutkom, z vsakim občutkom še povečate ta mir, hvaležnost, veselje. In bolj, ko se imate radi, bolj, ko ste srečni, bolj, ko ste mirni v sebi, več novih pozitivnih izkušenj in tudi pozitivnih ljudi pride v vaše življenje. Zaupate sebi in se imate radi. Življenje vas ima rado. Dobro se počutite. Lepo vam je, mirni ste, srečni ste, hvaležni ste za življenje. Hvaležni ste za to, da ste mirni v srcu in da znate najti način, kako so ljudje, ki bi radi igrali vlogo žrtve, ljudje, ki bi radi manipulirali z drugimi, ljudje, ki niso v isti frekvenciji, v isti vibraciji, preprosto odmaknjeni od vas. To je naravni proces, ki se zgodi, in bolj, ko ste vi v dobrem čustvenem stanju, bolj se ostali ljudje v mislih pomirijo, kot da bi jim poslali telepatsko sporočilo: hej, sprosti se, umiri se, zaspi, pojdi stran, najdi svoj smisel. In kar naenkrat opazite, da kadar pomislite na te ljudi, ali če gre za konkretno osebo,
Vi čutite kar naenkrat mir in pomirjenost. Naredili ste vse, kar ste lahko naredili. In čutite mir, hvaležnost, pomirjenost. In te o sebi pošiljate pozitivne misli, ljubezni, odpuščanja, pozitivne misli, hvaležnosti, sreče. Vse je v redu. Zaupate, da je v redu vse. Ko ste pripravljeni, vas vabim, da naredite globok vdih in počasen dolg izdih. Sprostite se, res, se sprostite. Naredite to zdaj, zdaj. Zdaj. In bolj, ko se sprostite in umirite, lažje in prej najdete tak občutek sproščenosti in miru, v katerem preprosto živite v dobri pozitivni vibraciji. In ta vibracija pomeni nove, dobre, pozitivne izkušnje. Življenje je lepo. Hvaležni ste za življenje. Hvaležni ste za trenutke, iz katerih je to življenje sestavljeno. To je vaše življenje. Imejte ga radi. Bodite srečni. Srečni bodite. Z vsakim trenutkom, z vsakim občutkom je več sreče v vašem življenju. Ko ste pripravljeni, naredite globok vdih, čisto počasen dolg izdih. Tako je, v redu je. Lahko ven oddate vso to energijo, ki vam ne koristi. Še enkrat globok vdih. Počasen dolg izdih. Sprostite se še bolj. Poglobite, podvojite sproščenost. Lahko si predstavljate, da greste na čaroben travnik in na tem travniku je izvir vode. In ta voda spremeni moč v odvisnosti od tega, kakšen kozarec vzamete. In kar nekaj berete na kozarcih, kaj piše na njih. Eno je kozarec za moč, eno je kozarec za ljubezen, eno je kozarec za samozavest, upanje, eno je kozarec za mir, eno je kozarec za hvaležnost. In vzamete vse tiste kozarce in iz njih črpate moč in energijo, kajti ko naredite prvi požirek kozarca miru, se vaš notranji svet napolni z mirom. Ko vzamete kozarec za samozavest, čutite v vsaki celici telesa več samozavesti. In bi radi po noči, ko spite in sanjate, vaše nezavedno pobere vse tiste vire in sposobnosti, s katerimi naredite želeno spremembo. Rad bi, da se zavestno odločite, da boste okrog sebe načrtno iskali podobno misleče ljudi, ki se z vami povežejo na nivojih razumevanja, ki je včasih nezavedno. Da boste zelo pozorni predvsem na to, kako se vi počutite v sebi. Da boste več časa v trenutku. In ko ste v trenutku tukaj in sedaj in opazujete svet skozi vaše oči, bi radi vidite mir in veselje in hvaležnost, da se vedno znova vprašate, kako lahko v tem trenutku čutite mir, hvaležnost, varnost, pozitivnost, srečo, veselje, radost. Tako je, v redu je. Sami izberite vsa tista stanja, ki bi jih radi čutili znova in znova. Znova in znova. Da je ta ščit, da je ta vaša energija preprosto odžene stran vse te čustvene vampirje in ljudi, ki imajo vso to negativnost v sebi. Niso oni slabi. Samo v tem trenutku so v čustvenem stanju, v vibraciji, v vedenju, ki ni koristno niti za njih, niti za okolico. Zato je dobro, da čutite v sebi moč in sposobnost, da ste svobodni, da se osvobodite,
da se osvobodite najprej razmišljanja, ki vam v preteklosti ni bilo koristno. In potem, da reste naprej in najdete mir, hvaležnost, veselje, radost in srečo v življenju. Neskončno sem počaščen, da sem lahko en majhen kamenček v mozaiku vaše sreče in miru in veselja. Vesel bom tudi, da to vsebino, ta posnetek, posredujete še komu, ki mu morda lahko koristi. Ko ste pripravljeni, vas vabim, da narišete en velik nasmešek na ustih. Se odločite za to, da boste preostanek življenja preživeli v čim lepšem čustvenem stanju. Da boste igrivi, veseli, pozitivni, v dobrem, pozitivnem pričakovanju vse dni do konca življenja. Če ste sedaj pripravljeni, lahko naredite globok vdih, počasen dolg izdih. Nasmehnite se, no, malček več zobkov. Kje so zobki? Odprite oči, se pretegnete. Življenje je lepo. Če vas zanima, da bi to znanje, kako pripraviti podobne posnetke vsebine za sebe ali pa za druge, tudi sami pridobili, vas vabim, da se prijavite in da se pridružite na naši delavnici Certificiran praktik hipnoze. Na tej delavnici boste dobili vsa orodja in znanja, s katerimi lahko pomagate sebi in drugim spreminjati notranji svet. Meni je bilo v čast in veselje, da sem bil z vami danes, tukaj, v tej dimenziji. Se že veselim, ko se vidimo v živo, njeni izmed naših delavnic. Do takrat vas podpiram, vam želim res vse dobro in predvsem verjemite vase, odločite se za srečo in sedaj je čas za akcijo. Gremo. Srečno.